Galeriji kot oporni točki za oblikovanje identitete. Izvolite, dobrodošli. Moram reči, da ko smo osnovali ta program, so nekatera imena, vsa imena so dobila, nekatera pa še posebej, tako da izvolite. Malo več štrikov. Hvala lepa. Hvala lepa za vabilo. Lep pozdrav vsem. Samostojno pot slovenske kulture oznanja svoje bele prižnice Bernekerjev Primož Trubar iz leta 1910, ki stoji ob vogalu Narodne galerije. Abecednik in katekizem sta spodbudila Prešernove verze v času prebujanja evropskih narodov. Zdravljico so recitirali na narodnih taborih od Ljutomera do Vižmari leta 1869. Slovenska energija teh taborov je spodbudila gradnjo narodnih domov. V Ljubljani je ob Tivoliju po načrtih češkega, torej slovanskega arhitekta in s prispevki stotin domoljubov zrasla palača, v kateri je sedaj domovanje Narodne galerije. Bilo je tik po ljubljanskem potresu v jeseni 1896. Narodni dom je bil prva javna stavba v Ljubljani, ki je na fasadi nosila napis v slovenščini in je vseboval besedo narodni. Postal je dom kulturnih in narodno-budilnih društev ter prostor idej župana Ivana Hribarja, mecena Frana Vindišarja, Izidorja Cankarja in drugih in idej, iz katerih se je 18. septembra 1918, torej v prelomnem letu, tik pred koncem Velike vojne rodila Narodna galerija. V Narodnem domu je dobila svoje prostore leta 1925. Ideja o ustanovitvi Narodne galerije ali Slovenskega umetnostnega muzeja pa je starejša. Javljala se je že v zgodnji drugi polovici 19. stoletja. V času okrog leta 1900, posebej s prvo slovensko umetniško razstavo, tako je bila naslovljena, je likovna umetnost postala močna emancipatorna kategorija. Slovenski impresionisti so programsko snovali slovensko nacionalno umetnost in pod taktirko Richarda Jakopiča zarisali razvojno linijo slovenske umetnosti. Jakopič je leta 1907 v Ljubljanskem zvonu celo objavil svoj načrt galerije. Po leti 1918 pa je krožek prijateljev slovenske upodobljajoče umetnosti sprožil akcijo za ustanovitev Slovenske narodne umetnostne galerije in ideja, ki je tlela pol stoletja, se je 3 mesece pozneje uresničila. Slovenske narodne galerije ne moremo primerjati z največjimi evropskimi galerijami niti po nastanku, niti po vrsti gradiva. Zrasle so iz bogatih imperialnih in drugih plemiških zbirk umetnin različnih evropskih umetniških šol. Sprva so bile namenjene ozkemu krogu bolj ali manj izobraženega plemstva in so bile šele pozneje predane javnosti. V nasprotju s temi so Narodno galerijo oblikovale drugačne zgodovinske okoliščine. Narodna galerija je bila ob svoji ustanovitvi predvsem nacionalni konstrukt, saj je nastala iz jasne vizije in ne na podlagi neke konkretne zbirke. Premogla ni niti ene umetnine, niti svojih prostorov, vse se je začelo iz nič. Ustanovitelji so vedeli le, da slovenska umetnost obstaja in da potrebuje svoj dom, svojo akropolo, kako so zapisali v razglas. Pobudila in njeno zbirko je sestavljala narodno zavedna meščanska inteligenca s posebnim poudarkom na tistih delih, ki so, kakor so z vznesenimi besedami, že velikokrat smo slišali danes to, vznesene besede, še zapisali v ustanovnem manifestu, citiram, dela slovenskega genija in nadaljevali: mi se obračamo na slovenski narod, da si ustvari Narodno galerijo sam, kako je vse drugo dosegel iz lastnih moči. Njihov namen je bil oblikovati reprezentančno umetnostno zbirko, ki obsega čas od visokega srednjega veka do sodobnosti. Dejanska ustanovitev nacionalne umetnostne muzejske ustanove je bila torej sublimat desetletij prizadevanj, da bi z gospodarskimi, kulturnimi in socialnimi ustanovami zavarovali in utrdili narodno samobitnost.
Že res, da je bil davnega 1821. leta, torej skoraj 100 let pred Narodno galerijo, ustanovljen Narodni muzej Slovenije, vendar iz drugačnih pobud, z drugačnimi cilji in z drugačnim imenom. To je bil namreč tedaj Deželni muzej za Kranjsko, Rudolfinum, svoje današnje ime je dobil šele leta 1921. Visoko postavljen in jasen cilj so ustanovitelji galerije vztrajno zasledovali in ga tudi velikopotezno izpeljali. V 15 letih so zbrali pomembne umetnine z odkupi in predvsem z donacijami, jim pridružili še 5 že obstoječih javnih zbirk in leta 1933 oblikovali veliko galerijo slovenske umetnosti. Stalna zbirka kot temeljni del Narodne galerije je ob vsakokratni redakciji zrcalila aktualne potrebe po identifikaciji. Njen narodotvorni in narodni potencial je bil poudarjen v okviru vsakokratne večnacionalne države kot element distinkcije, razločevanja z ostalimi, tako v germanskem, kakor v južnoslovanskem okviru. Po uresničitvi samostojne države leta 1991 je ta težnja izgubila svoj naboj, nastal je prostor za drugačen razmislek in druge poudarke. Oblikovala se je potreba po dodatnih dokazih o bližini s svetom, za katerega smo menili, da mu zares pripadamo in da smo mu želeli to pokazati tudi svojo likovno dediščino. Tedaj je nastala stalna zbirka evropskih slik. Danes, spet v okviru večnacionalne evropske skupnosti in v času, ko naj bi bila vloga nacionalnih držav vse manj nacionalno poudarjena, iščemo ravnotežje med tem, kar nas povezuje v to skupno evropsko državo in tem, kar je specifično za naš kulturni prostor. Če je bila Narodna galerija ob svoji ustanovitvi zamisel izobražene slovenske meščanske elite, lahko rečemo, da danes sledimo elitizmu na drugačen način in da si prizadevamo za visoke moralne standarde in strokovno neoporečnost dela. Prav v tem smislu želimo elitizem naših ustanoviteljev, ki je zgleden primer s simboličnim potencialom, posredovati kar najširši javnosti. Predvsem pa želimo, da bi državljanke in državljani Slovenije v Narodni galeriji videli nepogrešljivo pričevalnost o svoji kulturi in bi prav okrog te osi oblikovali tudi svojo državljansko zavest in samozavest. Od zadnjih tednov Avstro-Ogrske monarhije, prek države SHS, Jugoslovanske kraljevine, obeh okupacijskih oblasti do avnovske Jugoslavije je bila Narodna galerija ena od osrednjih inštitucij, ki je gradila in ohranjala likovno identiteto prebivalcev tega prostora. Predvsem danes, 100 let po ustanovitvi, raste zavedanje, da ključni temelj naše kulture ob jeziku in prostoru je in ostaja prav likovna umetnost. Narodna galerija vseh svojih 100 let skrbi, da se to zavedanje na žlahten način širi med vse ljudi. Iz civilnih pobud smo v 100 letih soustvarili vzorčno največjo galerijsko inštitucijo Slovenije. Ključni problem galerije je javnost potrdila in skoraj plebiscitarno pokazala z množičnim obiskom po slovesnem odprtju prenovljene galerije in njenih zbirk pred 2 letoma. Množice mladih in starejših strokovnjakov in laikov so se strinjali, da znova vidijo umetnine, ki so del naše identitete. Potrdilo se je dejstvo, ki so ga akademiki Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z oblikovalcem slovenskih tolarjev Miljenkom Riculom vedeli že ob osamosvojitvi naše države. Narodno galerijo so kot ključno slovensko kulturno institucijo skupaj z Ivano Kobilca upodobili na Slovenskem bankovcu za 5000 tolarjev. O državotvorni drži Narodne galerije govorijo tudi druga dejstva. V njenem okviru ali z njenim sodelovanjem so nastale druge inštitucije in še danes pomembna nacionalna obeležja. V isti palači so bile izpeljane prve zamisli za moderno galerijo, ki je tudi nastala iz fonda umetnin Narodne galerije. V palači je imel prvi dom Zavod za spomeniško varstvo. Pobudniki Narodne galerije so opozarjali na potrebo po ustanovitvi Likovne akademije v Ljubljani. Celo za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti so prve ideje prišle v javnost prav iz Narodne galerije. Danes galerija ohranja poslanstvo slovenskega kulturnega hrama
kjer odmevajo sozvočja izbranih koncertov in govori o slovesnosti, kakršne so podelitve državnih stanovskih nagrad, kot so Sveletova ali Plečnikova. Institucija Prve narodne galerije se je razvila in se v zadnjem desetletju intenzivno utrjuje kot most med narodi. Gosti ugledne likovne razstave iz različnih, posebej evropskih držav. Zajema iz lastne dediščine in jo pretehtano predstavlja ne le domači, temveč tuji publiki v Sloveniji in izven nje. Narodna galerija je ob ustanovitvi predstavljala nacionalni projekt, ki so ga zasnovale in izpeljale državotvorne sile prelomnega leta 1918 v varljivi zori nacionalne samostojnosti. V projektu Narodna galerija so zbrane najboljše lastnosti, ki smo jih Slovenci zmogli v minulem stoletju. Vizionarstvo, ustvarjalnost, velikodušnost, razumnost, povezovalnost v skupnih ciljih in delu, pragmatičnost, občutek za mero. Ostajajo tudi danes aktualen zgled moralnega in simbolnega pomena. Upamo, da se bomo iz njene zgodovine kaj naučili ne le mi, temveč vsi, ki danes sprejemajo pomembne odločitve v naši državi. To je vse. Hvala lepa.